Tidri Avstralki je prevaral voznik Uberja, ki se je nato odločil, da ima vrže vrelo kavo po njiju, zaradi česar sta utrpeli hude kemične opekline. Ne, to je resnična zgodba. Ne izmišljam si, vem. In to je srce parajoče. Točno ob istem času, ja. Hej, sami izstopita iz mojega avta. Čaki, lahko prekličemo vožnjo. Točno ob istem času. Izstopita iz mojega avta. Vse razumeta, kaj ne? Prekleta prasica, prekleta prasica. Oprostite, povem vama še enkrat. Drugače vama bom zlila kavo po vaju. Kaj, zlila boš kavo po meni? Lahko izstopita iz mojega avta. Samo prosili sva vas, da prikličete vožnjo. Rekla sem, da ne bom preklicala vožnje. Torej, za kontekst zgodbe. Dve Avstralki sta v Uberju, voznik pa je Indijec. Sta v njegovem avtu. Kakorkoli, sprejel je njuno naročilo vožnje, a ko jo je pobral, je zahteval, da jo prekličeta. Očitno nekateri vozniki tako goljufajo aplikacijo za hitra izplačila. Ker sem bila že prej opeharjena. Kaj je bilo tako hudo? Kaj je bilo to hudo? Ne, sploh ne veš, kaj delaš. Ker nekoga goljufaš. Zakaj bi potem to sprejela? Točno tako, zato. Ne zaprime tja, jebenti. Kakšna drznost, ker nisem hotela preklicati tega, jebenti. Ej, takoj bom to ustavila. Povem ti še enkrat, ni mi mar. Ja, kaj si se naučila? Ej, zakaj bi to sprejela? Zakaj bi to sprejela? Ni mi treba sprejeti. Preklicala sem tvojo vožnjo, samo pejt ven. Ja, preklicala si vožnjo, kot da si ful huda. Rekla si, da tega ne moreš narediti. Še vrata si mi zaloputnila pred nosom. Nisem hotela tega narediti, jebenti. Oberi se stran od mene, izgini. Zmeraj z ogabnimi izrazi. Grozi jim, da jih bo polil s kavo. Zaloputne jim vrata, ker je goljufa in ga je strah. Vse je ujeto na kamero, ljudje. In kmalu bo še huje. Če sprejmeš vožnjo, pa boš imel jebeni izpad zaradi tega. Počak, tega nismo napisali. Kaj sploh iščemo? Ej! Spoki se. Hitro! Jebeni idiot, prijatelj. Zaradi tebe dobivam avtizem. Pravzaprav težko. Zakaj za vraga bi to sprejel? Potem si res težak. Ne bodi idiot, prav? Oprosti. Ampak tega nisi mogel preklicati, če to storiš prej. Tega nisi mogel preklicati. Ona pravi, prekliči prej. Prekliči prej, ne pleši z vodo. To je zato, ker avtomatski sistem ne more razumeti njenega naglasa. Mimogrede, dobrodošli v oddaji The Pushback. Sem Meira K, govorimo o norih stvareh, ki se dogajajo na spletu. Mislim, da je tole res visoko na lestvici. Prav! Prav se ured! O čem govoriš? Prav! Zakaj jemlješ mojo kavo ven iz tega? Prav, prosti. Ej, ti vse urediš, vtihni, pojď. Pravkar smo ji vrgali kava. Polile smo z vrelo kavo. Ne, ti nič ne rec. Ej, ti si tisti, kaj je oče, ne streli name. Pravkar nam je vrgel kavo. Vročo kavo nam je vrgel. Ne, ti sploh ne udaraš ljudi, pejti iz avta, grem ven. Udidi, oče. To je preveč, počasi je, tam, kjer je moški se pojavi. Pejt stran od tukaj. Nočem te slišati, prav? Pridi, pedimo stran. To je moja kava, ki jo dobim. Prav, to sem jaz. Ne, to sem jaz. V redu, torej, za vse, ki razumete, v bistvu je to prevara. To je prevara, kjer vozniki sprejmejo vašo zahtevo za vožnjo prek Uberja. Ko vstopite, vas na to prisilijo, da prekličete vožnjo, tako da vam zaračunajo pristojbino za preklic in na ta način zaslužijo, ne da bi vas morali kamorkoli peljati. Torej, te punce so v avtu in pravijo, ne, ti prekliči, me nočemo preklicati vožnje. In vi ste nas v bistvu ogoljufali, vi goljufate nas in aplikacijo. On pa reče, ne. In začne jim groziti kot nor, jim zaloputne vrata, kriči nanje, jih žali z groznimi besedami in pravi, da jih bo polil z vrelo kavo. In ko one rečejo, ne, kaj za vraga, vsaj prekliči naročilo, ker izgledaš slabo v aplikaciji. Če odpoveš v zadnjem trenutku, ko Uber voznik že pride, potem jih polije z vrelo kavo. Prav? Prav. Nisem naredila ničesar. On se hoče obnašati kot nek mafin. No, naš avto naj bo lutka. Dobila sem te, avto je slab, to je moja poanta. Zdaj sem jaz na vrsti. Ne, ni vredno. Nič več. Kaj se je zgodilo? Odločil se je, da noče biti udarjen v obraz zaradi svojih lastnih dejanj, idiot. No, kaj je naredil? Hej, stopimo v avto, ja? Stopimo v avto. In on reče, ne moram vzeti 2 ljudi. Jaz pa, zakaj za vraga si potem sprejel vožnjo?
Potem je ustavil in naj jo prisilil, da prekličeva vožnjo. Nato pa jo je začel zmerjati kot popoln idiot. Prisežem pri Bogu. Prisežem pri Bogu. Če ne bi že imel obtožb, bi ga prisežem udarila naravnost v glavo. Resno. Moja psihoza me spravlja v norijo. Težko je. To je to, to je to, to je to. Mislim, ali kdo ve, kaj se je zgodilo s temi dekleti? Samo trenutek. Moramo izvedeti. V redu, dejansko imamo informacije o tem. Nedavni viralni incident je vključeval dve Avstralki, Sky Moore in Rebecca Reynolds, ki sta se zapletli v vročo prepir z Uberjevim voznikom v Fort Street Value v Brisbaneu. Spor se je začel zaradi odpovedane vožnje in se stopnjeval v verbalni izpad, kjer je voznik vrgel kavo v potnici. To je noro. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Ti avstralski sestri sta zdaj hospitalizirani. V redu. Mislim, kaj za vraga? Kaj za vraga, kaj ste dejansko, dobesedno, kaj se dogaja in kaj je ta grozna reklama? No, trenutno sem prebrala milijon različnih stvari na Googlu, ampak ni nobene posodobitve o tem, kaj se je dejansko zgodilo tem dekletom, če so zavedno poškodovane. Ne vem, če so tistega Uberjevega voznika aretirali, ampak kakšna popolnoma nora zgodba. Mislim, ja. Pravzaprav nimam veliko za dodati. Mislim, kaž? V katerem vesolju? V katerem vesolju si voznik misli, da lahko zlije vročo kavo na potnika, potem ko ga je poskušal ogoljufati in misli, da mu bo to dovolil? Ruben. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve. Živjo, jaz sem Mejra, voditeljica oddaje The Pushback in zelo sem hvaležna, da ste tukaj. Kot to vsi veste, smo na misiji, da ustvarimo odpor. Gibanje na spletu, ki spreminja ton medijev, ki jih trenutno spremljamo in brani Zahod pred stvarmi, ki jih je treba braniti. In to poskušamo narediti neodvisno. Če želite oglaševati pri nas, napišite na info@mirakej.com. Ampak še pomembneje, kmalu bomo imeli zelo razburljivo obvestilo. Veliko vas je vprašalo, kako se lahko bolj vključite v odpor in pripravljamo nekaj odličnega. Zato bodite pozorni na to. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, všečkati video, komentirati, sodelovati, preveriti načine, kako nas lahko podprete in seveda še naprej spremljati. Ker to, kar počnemo tukaj, je prava revolucija in zelo smo hvaležni, da ste del tega.